Spoštovane diplomantke, spoštovani diplomanti, dober večer. Dobrodošli na 22. slavnostni podelitvi diplom in priznanj Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem. Dear guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome. Leto 2020 nam je vsem prineslo kup nepričakovanih novosti. Do zadnjega smo upali, da vam bomo lahko jeseni pripravili pravo slovesnost, ki si jo zaslužite. Žal pa nam trenutna situacija in negotova prihodnost ne vlivate dovolj optimizma, da bi to lahko tudi zares uresničili. Današnja prireditev pa, čeprav poteka prek spleta, je pripravljena vam v čast. Vemo namreč, da ste ves čas vestno obiskovali predavanja, sodelovali v diskusijah, opravljali vse obveznosti ter raziskovali različna področja menedžmenta, ki vam bodo tako ali drugače odprla vrata v uspešno in upamo, da tudi navdihujočo prihodnost. No, kljub tem negotovim časom pa so prav verzi iz himne Univerze na Primorskem tisti, ki jim pravzaprav velja dobro prisluhniti in jih umestiti, če se le da, tudi v vsakdanje življenje. Lahko odkrivaš svetove, nikoli vsega ne veš, lahko izzivaš bogove, samo obstati ne smeš. Namen današnje slovesnosti, spoštovani diplomanti, magistri in doktorji znanosti, je, da vas obredno pospremimo s konca enega življenjskega področja in obdobja v novo, tako na poklicnem kot posebnem področju. Poleg vaših najbližjih, ki so vam med študijem zagotovo stali ob strani in jih tudi zato prav lepo pozdravljam, so z nami tudi predstavniki Univerze na Primorskem in Fakultete za menedžment, pa tudi drugih članic univerze.
Tako mi je v veliko čast, da lahko pozdravim gospoda prorektorja Univerze na Primorskem, izrednega profesorja dr. Darja Feldo, gospoda dekana Fakultete za menedžment, profesorja dr. Matjaža Novaka, gospod dekanjo Fakultete za turistične študije Turistika, docentko dr. Marjano Sikošek in gospoda prodekana Fakultete za menedžment, izrednega profesorja dr. Igorja Rižnarja. Prijazno pa pozdravljeni tudi visokošolski učitelji in drugi sodelavci fakultete in univerze. Preden začnemo samo podelitev, je čas za pogled v študijska leta, torej na pot, ki ste jo prehodili znotraj Univerze na Primorskem. In zato k slavnostnemu nagovoru prav lepo vabim gospoda prorektorja Univerze na Primorskem, izrednega profesorja dr. Darja Feldo. Gospod prorektor, izvolite, oder je vaš. Hvala lepa. Spoštovane diplomantke in diplomanti vseh 3 stopenj študija, dekan fakultete, prodekani, kolegi profesori, starši, partnerji, prijatelji in drugi, ki se veselite skupaj z diplomanti. Najprej v imenu rektorice Univerze na Primorskem, profesor dr. Klavdije Kutnar, in v svojem imenu čestitam diplomantkam in diplomantom za uspeh, ki ste ga dosegli, in vam želim še veliko uspehov tudi v prihodnje. Čaka vas razgibana pot hribov in dolin, vzponov in padcev, zmag in porazov. Kot pravi pesnik Tone Pavček, lahko na tej poti izgubljate dneve in leta, moč, voljo, sposobnosti, vero, ideale, izgubite lahko celo zagledanost v cilj, ki ste si ga zastavili, izgubite tudi upanje, da ga dosežete. Važno je, da ne izgubite same sebe. Mladi vedno zahtevate nemogoče in to potem tudi spreminjate v mogoče. Prihodnost je vaša, upanje je vaše, vse je lahko vaše. Le iztegniti morate dlan, zgrabiti, prijeti, zadržati in obdržati. To ni zmeri lahko, a res je, da je človek na svetu tudi zato, da se hudega ne ustraši, da premaguje težave, da ravna grbina in krive reke, da spreminja slabo v dobro in iz senčne hodi tudi na sončno stran. Naj se na koncu vprašamo le na kratko kot ameriški pisatelj, igralec in novinar Tom Bodett. Kakšna je razlika med šolo in življenjem? Doslej ste bili v šoli najprej navajeni, da se najprej nekaj naučite, nato pišete preizkus znanja. V življenju pa boste stalno na preizkušnji, iz katere boste marsičesa nekaj dosegli. Srečno. Gospod prorektor, najlepša hvala za tole popotnico. Fakulteta za menedžment je od ustanovitve leta 1995 izobrazila več kot 6500 diplomantov, magistrov znanosti in doktorjev znanosti. Z veliko mero gotovosti lahko rečemo, da so vsi izjemno uspešni na področjih svojega dela in veselimo se, da bomo lahko kmalu slišali in brali tudi o vaših uspehih. Naj vas na to uspešno pot pospremi tudi dekan Fakultete za menedžment, profesor dr. Matjaž Novak. Vljudno vabljeni k besedi. Spoštovane diplomantke, spoštovani diplomanti, spoštovani gospod prorektor, kolegice in kolegi, 22. podelitev diplom in priznanj naše fakultete nam žal ne omogoča, da bi našim diplomantkam in diplomantom ter prejemnicam in prejemnikom priznanj in nagrad izkazali ustrezno čast, kot to veleva 25-letna tradicija naše fakultete. Digitalna transformacija je sicer aktualnost poslovnega sveta, kljub temu pa želi fakulteta ohraniti format podeljevanja diplom. Takoj, ko bodo okoliščine to dopuščale, bomo nadaljevali z utečenim protokolom, kamor bomo povabili tudi vašo generacijo, ki je na nek način prisiljena sprejeti časti diplomanta in diplomantke Fakultete za menedžment v digitalnem okolju. Kot rečeno, aktualni čas zahteva iskanje dinamičnih rešitev v tem digitalnem oziroma virtualnem okolju. Zato z moje strani iskrena čestitka vsem diplomantom, diplomantkam, prejemnicam nagrad naše fakultete pa še prav posebej.
Postali ste diplomantka oziroma diplomant fakultete, ki ima specifičen vpliv v svojem najširšem okolju. Ciljni, aplikativni, temeljni, bodisi domači ali pa mednarodni raziskovalni projekti so vir novih idej, ki jih fakulteta prenaša v družbo. Profesorji fakultete za menedžment so močno vpeti v domače gospodarsko in politično okolje, saj so člani nadzornih svetov gospodarskih družb, so svetovalci upravam in ministrstvom, so ministri in državni sekretarji vlad Republike Slovenije. Fakulteta za menedžment je tudi pobudnica razvoja podružnice prestižne ruske univerze Lomonosov, ki je v Kopru ustanovila svojo podružnico z namenom, da postane Koper nosilec strateškega evropsko-ruskega izobraževanja za namene gospodarskega sodelovanja. To je specifični tok aktivnosti na področju izobraževanja in gospodarskega sodelovanja, v kateremu ste vabljeni in so vabljeni vsi naši diplomanti. Fakulteta ponuja izobraževalne programe po principu od splošnega k specifičnemu. Tako imate vsi diplomanti do diplomskih šol možnost izbire med 11 programi magistrskega izobraževanja oziroma usposabljanja, bodisi kot program, bodisi kot modul. Tisti najbolj drzni pa imate še posebej veliko možnost, da pridobite z področja ekonomije in financ najprestižnejšo magistrsko listino na svetu, to je magisterij elitne Moskovske državne univerze Lomonosova. Vsem magistrandom pa omogoča fakulteta, da uresničijo preskok od strokovnega k znanstvenemu v okviru doktorske šole fakultete, ki postaja vse bolj mednarodno vpet program za pridobitev doktorata znanosti. In ne nazadnje, vsi naši doktorandi imajo možnost, da vstopijo v partnerstvo za izobraževanje z svojimi mentorji pri naši fakulteti. Fakulteta torej želi ostati vaš partner še naprej. Ob sklepu bi želel izraziti veliko zahvalo vašim mentorjem, ki so vas vodili skozi proces diplomiranja. Zahvala pa velja seveda vsem profesorjem naše fakultete in strokovnim sodelavcem. Vsi so pomembno prispevali k vašemu današnjemu uspehu. Vaš uspeh je naš uspeh. Z današnjim dnem prevzemate časti diplomanta fakultete za menedžment, s tem pa odgovornost ambasadorja naše fakultete doma in v svetu. Čestitam in srečno vsem. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod dekan. Spoštovane dame in gospodje, čas je za predstavitev letošnjih diplomantov. V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2019 je diplomiralo 125 študentk in študentov, med njimi je 78 dodiplomskih in 43 magistrskih ter 2 doktorici znanosti in 2 doktorja znanosti. Visokošolski strokovni program je v letu 2019 zaključilo 43 študentk in 18 študentov. V 3 letih študija so svoje znanje izpopolnili in nadgradili na različnih področjih menedžmenta. S pomočjo praktičnih primerov in vaj so pridobili znanja z področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja podjetij ter se naučili temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja in etičnosti. Univerzitetni študijski program tokrat zaključuje 14 študentk in 3 študenti. V času študija so dokazali, da razumejo in znajo vrednotiti poslovno okolje organizacije, da obvladajo poslovne procese in sisteme, pridobili so ogromno komunikacijskih veščin ter poznajo informacijske tehnologije, ki so, kot vidimo, tudi danes v zdajšnjem času ključne. Pripravljeni so tako na nadaljevanje študija, kot tudi na vse izzive, ki bo zanje pripravil poslovni svet. V letu 2019 smo na fakulteti za menedžment dobili 43 novih magistrov in magistric, ki so svoj podiplomski študij zaključili v 5 programih. Tako imamo danes 30 novih magistrov menedžmenta, 3 magistre programa menedžment trajnostnega razvoja, ki ga fakulteta za menedžment izvaja skupaj s fakulteto za humanistične študije, fakulteto za vede o zdravju in fakulteto za turistične študije. 2 študenta sta končala program Pravo za menedžment, 1 študent inoviranje in podjetništvo, kar 7 pa ekonomijo in finance.
Med njima sta tudi prva diplomanta, ki sta zaključila program dvojne diplome in sta tako poleg naše prejela še diplomo Moskovske državne univerze Lomonosov. Čestitamo! Doktorski študijski program so v letu 2019 zaključili 4 doktorandi ter si tako prislužili naziv doktor ali doktorica znanosti. Skozi študij so pridobili vrhunska teoretična in strokovna znanja, znanja z področja znanstveno-raziskovalnih metod, novih znanstvenih modelov in konceptov. Fakulteta za menedžment vsako leto podeli tudi priznanja najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim študentom, diplomantom, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in sodelavcem fakultete. Priznanje za uspehe na študijskem področju je v letošnjem letu prejelo 8 študentov, ki so svojim izjemnim delom in predanostjo dosegli najvišje povprečje ocen na svoji študijski smeri. Priznanje za uspehe na obštudijskem področju sta si prislužila študentka in študent, ki sta s svojim sodelovanjem v teh obštudijskih dejavnostih fakultete pomagala ostalim študentom prek projekta tutorjev študentov ter z delovanjem v okviru študentskega sveta Fakultete za menedžment. Nadaljujemo pa s priznanji diplomantom za najboljša diplomska dela. Priznanja prejmejo tudi njihovi mentorji. V letošnjem letu si je priznanje prislužilo 6 študentov, ki so svojimi deli navdušili tako svoje mentorje kot tudi komisijo na zagovoru svojega dela ter širše vodstvo fakultete. Svojo zaključno nalogo so spisali, analizirali in utemeljili z odliko, s čimer so dokazali poglobljeno znanje na raziskanem področju, kritično razumevanje teorij in temeljnih konceptov ter razumevanje prakse ob spreminjajočem se kompleksnem okolju. Fakulteta vsakoletno podeljuje priznanje tudi svojim zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti in organiziranosti fakultete. Tokrat sta si priznanje prislužili 2 pedagoški delavki za pomoč pri pripravi in promociji mednarodne znanstvene konference MIC, 2 pedagoški delavki za dosežke na raziskovalnem in izobraževalnem področju ter samostojna strokovna delavka službe za splošne zadeve. Vsem novim diplomantom in prejemnikom priznanj še enkrat iskreno čestitamo. Preden se poslovimo, naj vam sporočimo še to, da boste diplomske listine in priznanja v naslednjih dneh prejeli kar na vaš dom. Naj vam bodo v ponos, pa tudi dokaz za vaše novo pridobljeno znanje in izkušnje, predvsem pa tudi, zakaj pa ne, motivacija za uspešno delo na izbranem poklicu. Iskreno upamo, da vas bomo v prihodnjih letih ponovno srečali in vam lahko čestitali v živo, pa naj bo to pri nadaljevanju študija ali srečanjih s člani alumni kluba Fakultete za menedžment. Ko zadiši po svobodi, se glasi, morda ste slišali zadnji stavek himne Univerze na Primorskem in naj bodo prav te besede vaša popotnica v prihodnost. Hvala torej za vašo prisotnost, želim vam prijeten preostanek večera in res nam je žal, da ne moremo biti skupaj. Dear all, thank you very much for your attention. Have a pleasant evening.